Dragi moji, dobrodošli nazaj v še en Alien video Dobrodošli nazaj na moj kanal Alenka Trogrlič z vami in danes bomo govorili o tem. Tudi vmes, obljubim, ampak zdaj gremo najprej v ta true crime. En izmed vas mi ga je poslal, tako da hvala. In govorili bomo o njemu, o Joe Metheny-ju, ki je iz svojih žrtev delal tole, kar vidite za mano in upam, da se vidi, če ne vidite, je burger. Iz svojih žrtev, ki je razkoseval, posoljeval in kuhal in pekel, je potem delal burgerje in jih prodajal. Pa tudi sam jih je jedel. Česar na koncu od njega niso pričakovali, ko je bil ujet, ko je bil že na sodišču, je bila njegova iskrena izpoved, ki je rekel, ja, sem zelo bolan človek. Tekom svojih let, ko je bil serijski morilec in je bil to njegov hobi, je predvsem se znašel nad prostitutke in na brezdomce. Ampak že zdaj se moramo vrniti k tej zadevi, ker sem toliko excited, ker sem ratala ambasadorka pri svetu užitka. Torej, moj tretji reden ambasador, tako ker vidite, jaz ful pašem skup s temi stvarmi, I'm so excited. Ker jim povem, najboljša stvar je to, da imate zdaj vedno ten kodo Alenka 10 na vse, oziroma na že znižano Alenka 5 in pa na freaking adventen koledar, ki ga imam tudi jaz in sem ga že malo prešnofala, ampak vam ne smem pokazati nič razen tegale. To je by the way bunny dildo, it's freaking awesome. Tole je za zunanji del, to je za notranji del, it's awesome. In ja, obviously noter je 24 seks pripomočkov, ker advent na koledarju odpiraš od 1. do zadnjega decembra in štos koledarja je to, da noter najdeš stvari v vrednosti 500 evrov in kakšna je cena, 139 pa še neki, torej bolana stvar. Kdor ne zaupa, kogar je strah, da mogoče ni dosti dober, vsi, ki so ga že imeli, so navdušeni, pa spodaj imate, vam pustim link do TikToka od lanskega koledarja, da vidite, koliko ima hude stvari not. Da ne kdo na koga želi, noter so stvari za moške in za ženske in za pare in za vse možne kombinacije. Stvari, ki jih kdorkoli lahko uporablja, lahko tudi ni absolutno seksualno, lahko je samo za del erotične izkušnje ali pa nekaj intimnega. A veste, kaj je tudi ful dobra fora tega darila? Da si lahko oba kupta in data pod smrekco in skup odpirata. Torej v bistvu se zmenita, da si bosta to kupila, ker ni treba dejansko, da samo enemu kupa. Ker itak za oba presenečenje, ker ne veš pa je noter, it's fucking awesome. In ful boljš priješ čez, kakor s krenim random butastimi darili. Presežem vam, da je huda cena, ker jaz sem toliko pošnofala, da približno vem, kaj je noter. In ja, je več dildotov in takih konkretnih igrač. Pa čisto iskreno vam zdaj tole povem, ker mi je ena izmed vodilnih povedala, novembra so ponovadi že razprodani, tako da 5 zdajle vzeti, imaš kodo Alenka 5 tudi na koledar, ker ti še nekih 7 evrov prišpara, tako da just go. Joe Metheny je veljal za moškega, ki je bil vedno grob in krut. Pak delno ga lahko razumemo, ker vsak ga definira otroštvo in njegov otroštvo je bil krut. Bil je rojen v družino, kjer je bil oče alkoholik, veliko časa je bil odsoten in strani očeta je bil tudi zanemarjen, je bila pa mati tista samohranilka, ki isto ves čas mogla biti odsotna, ker je mogla nahraniti 6 otrok. Živela sta v Essexu bliz Baltimora. Z njegovo mami je potem tudi zgubil stik in ko so njo spraševali kaj več o njemu, ni vedela povedati razen tega, da je 1973. leta se joinal v vojski, ko je bil star 19 let. Njegova mami tudi mnenje, ko so jo spraševali o njemu, da je najhujša stvar, ki se njemu kdaj zgodila, droge. Droge ne bi ga uničile, ne bi ga do konca iztirle. In što se do tem, kjer je on živel, torej v tem Baltimoru, očitno je to eno področje, kjer je značilno po drogah in alkoholu, torej ogromno ljudi tam ima problem s tem in težko splezajo ven. Je pa on tukaj v Baltimoru spoznal tudi svojo punco, ki je zelo kmalu postala njegova zaročenka in potem tudi žena in imela sta otroka. To je ta edini happy del te zgodbe, medtem ko ona že v štartu je bila tudi na njegovem položaju, bila je tudi odvisnica od drog in alkohola. Tako da njuno življenje ni bilo idealno, če si jih predstavljamo zdaj leta 1994, so živeli tukaj v Baltimoru v prikolci, torej v trailerju, pa imela sta takrat 6-letnega sinčka. Joe Metheny na tej točki dobu pri podjetju enemu, ker so se nekako ukvarjali z raznimi temi paletami, mislim, da je delno tudi vozil viličarje, ampak večinoma je vozil tovornjaka pri tem podjetju in to je pomenilo, da ga ogromno časa ni, ogromno časa je bil odsoten na cesti in tako naprej. Ko se je pač vrnil domov, sta ga doma pričakala torej sin, žena in pa ta prkolca, ampak ta večer, ko se je vrnil domov, leta 1994, nikogar ni bilo. Ni bilo žene, otroka je spakirala in pobrala vse stvari, ki so bili česa vredne. Tako da je bilo več kot očitno, da pač se jima ni nekaj zgodilo, ampak sta popokala in šla. Ono to opiše, kakor da je bil v službi, tam, ko je vozil tovornjak. Tisto noč je delal nadure in ko je prišel domov, je stopil prek kolca, prižgal luč in tam ni bilo nobenega. Tiste točke naprej se njemu life in v glavi popolnoma dokončno premakne zlom in gre vse narobe, ker je začel po bezlano jih iskati po mestu. Ampak ne samo iskati in brskati
iskati. On je začel takrat na polno voziti okrog, histerično in je hodil od človeka do človeka in je spraševal, če je kdo kaj videl. Ampak te ljudje takrat so velikokrat postali njegove žrtve. Zaradi tega, ker če je nekdo rekel, ne, nič ne vem, sploh če je sumil, da ta človek mogoče kaj ve, pa tudi če je bil histeričen, ko je to razmišljal, je lahko ta človek zelo najebal. On v tej situaciji govori, ker od nje nisem freaking rabil, nič, lahko bi odšla, še plačal bi, da bi odšla, jaz sem hotel samo, da pusti sina, ampak lahko bi recimo mi sina odpeljala saj k moji mami, k njeni tašči in nas pustila in šla, ampak najbolj besen je bil zaradi tega, ker je pač vzela sina. Joe je tudi sveto verjel, da je ona kot odvisnica od drog skrbela bolj samo za svoje urit in je v bistvu šla z drugim moškim, ki je lahko karkoli na tem področju dal, torej droge so v tem primeru vedno na prvem mestu in tudi iskal jo ni čisto naključno kjerkoli, ampak po območjih, kjer je vedel, da je kadarkoli že prišla do droge ali pa se to prekupuje in valjda do ljudi, ki imajo kakršnekoli veze, to so pa zelo pogosto tisti, ki so na cesti in pa seks delavke. Nisem danes namerno teh dveh skupaj povezala, pač tega koledarja in tega videa, ampak Njegove prve žrtve so bile pod enim mostom, kamor se je zatekel in tukaj pod mostom je bil cel masakr. Večkrat je druga zgodba ven prišlo, kaj je bilo, ampak osnovna je ta. Bila sta dva brezdomca, ki jih je on na hitro poznal in sklepal, da poznata njo in da saj približno vesta, kam je šla, torej njegova žena. Ona sta sta bila na nekih drogah in sta se sesula tam na tistih plesnivih živancah in sta tam bila majčkeno že v svojem svetu. Ko jih je vprašal, kje ona je, sta rekla, da ne vesta, ker jima ni verjel, sta postala njegova prva žrtev in jih je ubil, razsekal oziroma stolkel sekiro. In ko se je dvignil, ko je to prvo stvar opravil, je videl tam enega črnca, ki je lovil ribe in več kot očitno ga je ta človek videl. In za vsak primer je on ubil tudi njega takrat. Nekateri pravijo, da so bili te prvi trije zločini iz strasti, torej še vedno iz tiste jeze in besa zaradi njegove žene in otroka, ki sta odšla. Potem kasneje pa naj bi dobil žilcu za ubijanje in da ne bi ob tem užival. On te dogodke opisuje, kot da je končno dojel, kaj je naredil in ga je zgrabila panika in je te žrtve trupla obtežil in jih zmetal v reko. Po približno 6 mesecih je on prišel do prvih informacij, kaj naj bi se zgodilo z njegovo ženo. Po njegovih besedah je bilo to, da je zvedel, da se je preselila na drugo stran mesta z enim kretenom, ki jo je prisilil do tega, da je prodajala svoj urit, torej tudi postala prostitutka, pač za mamila. Potem je naprej slišal zgodbo, da naj bi jo aretirali kasneje tudi zaradi mamil in tudi tega njenega moškega in posledično se je zgodil sinčkan to, da so ga jima vzeli, ker je bil valjda obtožba tukaj zloraba in zanemarjanje otrok za cela štala. Na tej točki je bil tudi Joe Metheny aretiran zaradi uboja tistih dveh oseb pod mostom, ampak kaj zdaj? A veste, sodišča so itak taka, da dokler nisi obtožen z dokazi, si pač, in dokler nisi dokazano kriv, si pač nedolžen, ker v marsikaterem primeru je dober, ampak ja, v tem primeru ni bilo, ker ni bilo dokazov, trupel nikoli niso našli in on je bil spuščen. Sicer je na sojenje čakal 1 let pa pol, torej v zaporu še zmeraj bil 1 let pa pol, ampak ja, je bil spuščen in šele potem se mu izbudila ta malo večja želja po random klanju. On je torej zdaj nadaljeval s to svojo prvo željo po iskanju otroka in žene, torej tega dejansko ni nehal, še vedno je isto počel, samo tokrat majčkeno drugače. Po izpustitvi se je dobil z 2 spolnima delavkama, ki jih je na nek način očitno poznal in spet je od njiju zahteval informacije, ampak one dve ne bi vedele nič, on je pa valjda spet verjel, da veste in prikrivata oziroma nočeta povedati, nočeta zašpecati njegove žene, ki je pa itak imela isti biznis, ne. To se je isto zgodilo v reki, tam se je očitno dobival večinoma žrtvami, ampak tokrat jih ni vrgel v reko tako kot prvič, ampak jih je odnesel domov, razsekal in spravil v tupperware. Torej, tiste tupperware plastične posode in upam, da dal v hladilnik in v skrinjo, ker drugače ne vem, kakšen je konec koncev bil ta meso, pa ne, da je to glavna skrb, ampak še ni mi jasno, ob kakšni reki so se to dobivali, da ni nikoli noben nič videl, razen onega ribiča na začetku, ampak kako je on lahko tam žrtve vlekel dami, ne vem kaj. Tisti, ker ni šlo v njegov zamrzovalnik, res ne vem, koliko velik ga je mogel imeti, je dejansko zakopal na parceli tistega podjetja, pri kateremu je pač vozil tovornjake in viličarja, Na tej točki se je zdelo, da on vse te ljudi bolj ubija iz športa, kot iz maščevanja. Naslednjih nekaj vikendih je meso spolnih delavk zmešal z govedino in svinjino ter ga oblikoval v čedne majhne polpetke. Te mesne polpete je pol prodajal iz majhne stojence z žarom, ki je odprl ob cesti, oziroma imel je neke vrste food truck,
truck. On je še rekel na sodišču, kao dajte malo paziti, ko te kdaj takole meso jedel, nikoli ne veš, ali je človek ali ne, ker baje, če zmešaš človeško meso skupaj z svinjino sploh, pa s kjermokoli drugmu, ga ne moreš zaznati in ima skoraj enak okus kot svinjina. Nočem vedeti, ampak ja. V tem času je ogromno ljudi valjda zaužili koščke človeškega mesa, ki so pač to jedli, on je tudi pršparal na tem, obviously, ker meso je drag, rabil je denar, prodajal je to, super. In zdaj se jaz ful sprašujem, kako se morajo tisti počutiti, ki so to doživeli, če si lahko predstavljate. Tisti, ki se za nazaj spomnijo, pa vejo, da so pri njemu jedli v tistem obdobju in koliko je velika verjetnost, da so jedli pač njegove žrtve. Meni je to insane. Mislim, kako se spod komentiri, kako se ti osebno recimo počutila, da to zveš. Jaz sploh ne vem dejansko, pa bi mi dogajalo v glavi. No. Nočem biti del tega in sem posiljena, da sem bila del te bizarne stvari, a veš. Ko je pač preprosto potreboval več posebnega mesa, je šel nazaj na ta njegov pohod in je zaklal in ubil in razkosal novo seks delavko. Kasneje je on tudi povedal na sodišču, da se noben v resnici nikoli niti enkrat pritožil, da ima meso kakršenkoli čuden okus. V bistvu se je zdelo, da noben sploh ni opazil karkoli nenavadnega na teh burgerjih, ne slabega, ne dobrega, pač preprosto, da če vse je bilo zelo normalno. Človeško meso ima zelo podoben okus po svinjini, je rekel. Če vse skupaj zmešaš, nihče ne more opaziti razlike. Zato naslednjič, ko se boš vozil po cesti in boš slučajno zagledal stojenca z govedino na prostem, ki še nisi prej videl, če si je na hit pojavila, prej pomisel na to zgodbo, preden ugrizneš v ta burger. Ko je Joe Metheny umrl, se sprašujete. Kolikor jaz vem, že ko so ga aretirali, je bil velik, ampak na koncu zaporu je bil res enormen. Mislim, te slike so insane. Joe Metheny so končno ujeli leta 1996, to pa zaradi tega, ker mu je končno ena potencialna žrtev zbežala. Ta ženska je bila Rita Kemper, potem je kasneje tudi veliko govorila o tem. Videla sem tudi, da je že umrla, mislim, da že tam nekje okrog 2010 ali 2016, že kar nekaj časa nazaj. V glavnem, ona mu je zbežala in je tekla direkt na policijo. Ko so njega ujeli, pa kot sem že prej omenila, se niti mečka ni upiral. Pričakovali so, da se bo vsaj mal ali pa ful, ampak popolnoma čisto lepo se je pustil, vse je povedal, vse je priznal. Fora je, da itak ga niso mogli obtožiti za več kot 3 umore uradno. Samo 3, ker so samo za 3 najdeli dokaze. Tudi tam so bili določeni itak pokopani pri njegovem šihtu. Prav je on razlagal o svojih umorih, ker teh je bilo ful več. Vsakemu svojemu umoru je dodal podrobnosti, omenil celo ribiča izpred nekaj let. Potem, ker je on priznal, je bilo 10 ljudi, čeprav možno, da še več. In oblasti so tudi rekli, da ni niti malo logike, da bi se on na tej točki ustavil, če ga pač ne bi ujeli, njemu je bilo vse. Ne bo to že hobi, šport, job, ker je prodajal ta meso. Na koncu ga je porota obtožila na smrtno kazen, ampak je bil leta 2000 kar naenkrat to razveljavljeno, spremenjeno in je dobil 2 dosmrtne kazni. Tako da njemu leta v zaporu nič niso pomenila, je rekel, itak mi je vseeno, koliko vem, da bom do konca lifea tukaj, vseeno mi je kako teče, kako hit teče, kako počas teče, I don't care, ampak je pa umrl v zaporu. 2017 so ga našli mrtvega v svoji celici. Je pa še on izjavil kot serijski morilec eno ful znano tako statement, stavek, v bistvu stavek, ki ste ga mogoče že slišali. Besede, žal mi je, nikoli ne bodo prišle iz mojih ust, ker bi bile laž. Torej, rekel je tudi, več kot pripravljen sem se odreči svoji prostosti, svojemu življenju, zato ker sem naredil, ker sem preprosto preveč užival ob tem, kar sem naredil. Edina stvar, zaradi katere se vsem tem počutim slabo, je, da mi ni uspel umoriti 2 zajebancev, ki sem ju zasledoval. In rekel je, to sta moja bivša in pa njen nov kreten, tisti, ki jo je silil potem se prodajati za mamila. Leta 2017 so ga pazniki našli približno 15. uri neodzivanega v njegovi celici Western Correctional Institution v Cumberlandu. 19. decembra 1996 je bil on takrat ujet, star je bil 41 let in takrat uradno obtožen samo zaradi 3 žensk, kot sem rekla. To so bile 26-letna ženska, ki jo je srečal v baru v restavraciji Borderline v predmestju Baltimora. Potem so našli razpadlo truplo ženske Kimberly Spicer in ona je bila najdena pod njegovo prikolico. Obtožen je bil tudi zaradi umora moškega Tony Ingrassia. Skoraj so ga obtožili pa tudi za eno obglavljeno truplo neznane ženske, ker čeprav ga niso obtožili, je po vsej verjetnosti tudi kriv on. Za veliko žrtev je tudi priznal, recimo, da jih je ubil, pa so potem iskali truplo, pa ga recimo niso najdel. V glavnem, to je ena izmed teh bizarnih zgodb. Vedno vas moram spomniti na kodo Alenka 10 za malinco, Alenka 5 za džimbim in podobno. Svet užitkov Alenka 10 ali pa Alenka 5, odvisno na znižano ali neznižano koledar, imate kodo Alenka 5, ker je ful velika vrednost. Dragi moji, podobne ideje mi vedno pišite, vedno vse preberem, pogledam screenshotam in dam vam mapo z videi in potem grem še enkrat čez, da vidim, kjer ideja mi res všeč, pa za kjer idejo dosti podatkov, pa ali hočem narediti cel YouTube video ali sem kakšen TikTok. Tako da hvala vsem, ki mi pišete ideje, ker velikrat ful pomagate. Alien Mama loves you. Zdaj pa jaz grem, mogoče pojesti kakšen burger. Pridni bote, radi se majte. Aj, čau.